Gremo pogledat, kaj dogaja na Mariborskem otoku. Mariborski otok živi. Zakaj živi? Kaj ponujate? No, kot vidite, na samem ogled, ljudje so se vrnili na otok, ker so upravljavci otoka v letošnjem letu storili ogromno, preko te objekte so obnovili sanitarije in tudi poskrbeli za dodatno animacijo. Ob robu velikega bazena smo ustavili na ključnega mimoidočega, da nam pove, zakaj Mariborski otok. Ja, Mariborski otok, bom rekel, da ima, odkar hodim na otok, še ni bilo tako tople vode tukaj in popestritev, animacija, vse mislim, da je na vrhuncu. Kaj pa postranske dejavnosti, to? Kaj recimo ta kreativni kotiček, obiščete mogoče Bojko na Mivki? Ja, toliko tega ne poznam pa tukaj, ker imamo otroka v bazenu, v otroškem bazenu in animacija otrok, tako da se zelo trudijo, tako da v redu je, no. Kreativne delavnice, kreativno varstvo otrok na Mariborskem otoku, kaj to pomeni? Tako je, kreativne delavnice na Mariborskem otoku potekajo vsak dan, cel teden, od ponedeljka pa kar do nedelje. Od ponedeljka do petka imamo tudi varstvo, kreativno varstvo za otroke in sicer od 7:45 pa do 17. ure, kjer otroci potem izdelujejo v kreativnih delavnicah, kar vidite tukaj. Kaj smo danes naredili? Naredili smo se kostume in kronice za prince in princeske in imeli povorko. Sem slišal, da je bilo tudi neko tekmovanje. Ja, bilo je tekmovanje, kdo je bil najlepši in najboljši princ na Mariborskem otoku. Ti si dobila priznanje, ker si bila najlepša princeska. Ja, jaz sem dobila priznanje, ker me je komisija izbrala, da sem bila najlepša in da sem si super obleko naredila. Ugotovili smo, da je za odrasle poskrbljeno, za otroke je poskrbljeno, za varnost je poskrbljeno, za animacijo je poskrbljeno, za športne aktivnosti je poskrbljeno. Tako da, voda je topla, jaz grem plava, Daniel, ti pa kak češ. Ajde.